Tehnologije, ki bodo tudi največjim ljubiteljem mesa in živalskih izdelkov pomagale zmanjšati to porabo. Hrana na osnovi rastlinskih beljakovin je hrana prihodnosti. Nek potrošnik na koncu ne bo videl razlike in bo lahko se prehranjeval tako kot zdaj. Glavne sestavine količinsko so soja in sončnično olje. Potem pa še rdeča pesa za barvo in arome. Najmanj smo pripravljeni sprejeti insekte, zaradi tega, ker je tukaj tako imenovan fuj faktor, rečemo temu strokovno. Bomo kmalu jedli žuželke, zmes alg, bakterij in kvasovk, v laboratoriju vzgojeno meso in med, ki ga ne bodo delale čebele. Kako jesti bolj odgovorno do sebe in do okolja? 24 ur inšpektor takoj po oglasih. V športu o zanimivem resniku. Videti je kot eden najdražjih kosov govejega mesa. Pri kuhi se tako tudi obnaša. Sol, česen, olivno olje. In pol se da vidijo mehurčki, ne? Je podobnega okusa. To je res dobro, nisem pričakovala tega zdaj. Filet mignon, ki to ni. Me veseli, da vam je všeč. To je le začetek, pravi diplomirani živilski tehnolog in direktor slovenskega zagonskega podjetja Juicy Marbles Tilen Travnik. V živilskem laboratoriju nenehno razvijajo izboljšave in nove izdelke. Delo na aromah, delo na maščobnih komponentah, delo na teksturi. In v tem pogledu gre za revolucionaren izdelek na tržišču. Ljubitelji mesa s takšnim izdelkom lažje nadomestijo meso vsaj pri kakšnem obroku. Zmerno uživanje mesa in mlečnih izdelkov sicer ni problematično, a svet ima veliko težavo z intenzivno pridelavo mesa za množično potrošnjo. Pridelava mesa je kriva za 15% emisij toplogrednih plinov, porabi veliko več vode, energije in drugih virov kot pridelava rastlinske hrane iste energijske vrednosti. Da bi omejili globalno segrevanje in ohranili prehransko varnost, bi morali svetovno porabo mesa do leta 2030 zmanjšati na 24 kg na leto na prebivalca, 10 kg manj kot sedaj, do leta 2050 pa na 16 kg oziroma 18 kg manj. A namesto tega se poraba ves čas dviguje. Med letoma 1990 in 2009 se je povečala za 60%, samo letos pa naj bi se povečala za slaba 2%. Beljakovinska hrana, ki ni proizvedena z intenzivno vzrejo živali, je zato hrana prihodnosti. Glavne sestavine količinsko so soja in sončnično olje. Potem pa še rdeča pesa za barvo in arome. Juicy Marbles so dobili 4,5 milijonsko naložbo iz sklada World Fund. Globalno pa so leta 2020 podjetja, ki se ukvarjajo z alternativnimi viri beljakovin, prejela več kot 3 milijarde dolarjev naložb, kar je 3-krat več kot leto prej. Najhitreje rastoče živilsko podjetje pri nas je Narayan. Njihov glavni izvršni direktor Žiga Vraničar nam je pokazal nekaj izdelkov, izključno rastlinskih, ki bodo kmalu na voljo tudi v trgovinah. Ni veliko startupov, ki je sir naredil brez identičen siru. Še večji v bistvu izziv je pa narediti sir, ki se topi pa vleče, tako kot je prav. Enega boljših približkov je uspelo ustvariti zagonskemu podjetju iz New Yorka. Izdelovali pa ga bodo v Narayanu. Če se res vleče. Tudi to je začetni proizvod, ki ga bodo še izpopolnjevali. Nek potrošnik na koncu ne bo videl razlike in bo lahko v bistvu se prehranjeval tako kot zdaj, ampak istočasno se bo pa prehranjeval bolj zdravo in tudi pač boljše za okolje. Tovrstne izdelke, ki jih razvijajo zagonska podjetja, bodo izdelovali v svoji tovarni, kjer veljajo najvišji standardi za proizvodnjo hrane. Od glave do pet bova imela zaščito. Tukaj je v bistvu ta glavna proizvodnja, kjer je zaenkrat največja oljarna ekološkega kokosovega olja v Evropi in 4. na svetu. Tam naprej bo v bistvu kmalu postala največja proizvodnja za rastlinski med. Prvi med brez čebel na svetu. Jaz ne bi ločila, no?
V Sloveniji imamo sicer zelo kakovostno čebelarsko tradicijo, ki ni težavna. Je pa težavna velika industrijska proizvodnja. Širše po svetu v Ameriki, kjer dejansko se goji samo eno kulturo čebel, obstaja pa še več 10.000 divjih čebel, ta potem na koncu prevladuje in uničuje neko biodiverziteto. Za razliko od cenenih nadomestkov medu, ki so ponavadi kakšni sirupi ali sladkor in voda, je ta izdelek praktično identičen medu z istimi učinkovinami. Ta med ima enake učinkovine tudi z vidika protivnetnosti. Na tržišču so kot alternativa mesu že rastlinski mesni nadomestki in beljakovinski izdelki iz insektov. Razvija pa se tudi fermentacija v bioreaktorjih, tu gre za bakterije, kvasovke, alge ter v laboratoriju vzgojeno meso iz matičnih celic. Najbolj smo pripravljeni sprejeti rastlinske nadomestke, pojasnjuje dr. Andreja Vezovnik, ki se ukvarja s sociološkimi raziskavami hrane in prehranjevanja. Najmanj smo pripravljeni sprejeti insekte, zaradi tega, ker je tukaj tako imenovan fuj faktor, rečemo temu strokovno, ljudem vzbujajo insekti gnus, povezujejo jih z umazanijo, povezujejo jih z nečistočo. Raziskave so pokazale, da bi bili potrošniki malce bolj pripravljeni uživati insekte, če bi iz njih naredili samo koncentrat beljakovine ali če bi bili visoko procesirani, zmleti recimo v praške. 90% Evropejcev in Evropejk je reklo, da insektov ne bi nikoli jedli oziroma niti probali. V nobeni obliki. Ne. So jih pa že nekateri študenti na biotehniški fakulteti, kjer bodo kmalu v analizo dobili pošiljko kobilic, črvov mokarjev in čeličkov, pravi profesorica Mojca Porošec z oddelka za živilstvo. Te 3 vrste insektov je namreč Evropska agencija za varnost hrane že odobrila za uporabo v hrani. Mi jih bomo dobili pa potem že v posušeni in pa mleti obliki. In ugotavljali, ali se lahko vsebnosti beljakovin, aminokislin, antioksidantov še povečajo z določenimi postopki. Podobno so že počeli z algami, ki tudi veljajo za enega prehranskih virov prihodnosti. Te raziskave tečejo predvsem s tem namenom, da bi videli, kako hranilno bogata ali pa recimo kakšne prehranske kakovosti je ta osnovna sirovina. Profesorica Korošec še ni imela priložnosti poskusiti v laboratoriju vzgojenega mesa, bi ga pa z veseljem. Tudi projekta vzgoje mesa bi se lotila. Zaenkrat v bistvu teh možnosti nimamo, tako da bi morali zelo obsežno pismo dečku Mrazu napisati ali pa enega močnega sponzorja imeti, da bi recimo, ker je treba pravzaprav samo infrastrukturo postaviti. Ne? V Juicy Marbles so razvili svojo strojno opremo in postopek, kako iz kupčka rastlinskega testa izdelati nadomestek stejka s podobnimi vlakni. Gre za inovativno visokotehnološko industrijo prihodnosti, kjer je konkurenca neizprosna. Zato podrobnosti izdelave ne razkrivajo. Ne skrivajo pa, kaj je v izdelku. Prah rdeče pesa, ki v našem izdelku predstavlja kri. To aromo, to barvo lahko tudi malo probava. In je okus. Rdeče pesa. Nažalost. Po drugi strani pa se znanstveniki ukvarjajo s tem, kako hrano narediti oziroma pridelati bolj učinkovito, se pravi z večjo prehransko vrednostjo, z več vitamini, minerali, antioksidanti. Velik napredek je pri pridelavi nekaterih vrst sadja in zelenjave v zaprtih prostorih, pojasnjuje profesor Rajko Vidri iz biotehniške fakultete. Tukaj imamo primer modre svetlobe, valovne dolžine 450 nanometrov, ki ima zelo velik vpliv na to, da se recimo jabolka na senčni strani obarvajo rdeče. In posledično vsebujejo več antioksidantov. To je primer uporabe v rastlinjakih, na prostem pa z istim namenom uporabljajo barvne mreže. Spremenjena svetloba namreč vpliva na to, da je več pridelka, da ima več določenih hranil in da dlje časa zdrži v skladišču. Z našemu očesu nevidno UVC svetlobo v zaprtih tunelih obdelujejo na primer borovnice ali jagode. Jagode, na katerih UVC svetloba zatre mikroorganizme, istočasno pa predstavlja za jagode stres in kot odziv na stres jagode proizvedejo več antioksidantov, tako da imamo 2 plusa. V realnosti nas večina hrano kupuje v bližnji trgovini, a tudi pri tem lahko z majhnimi spremembami postanemo odgovornejši. V nakup sem se odpravila z Niko Tavčar iz Monotere, ki se ukvarja prav s trajnostno oskrbo s hrano. Poleti ne morem brez lubenice. Kaj moram pogledati recimo pri lubenici ali pa pri meloni?
Jaz bi pogledala, kje je pridelana. In če se le da, to sadje se da pridelati tudi v Sloveniji. Torej izberemo tako, ki je pridelano pri nas. Še vedno velja, da je na koncu za nas in za okolje najbolje, če jemo sezonsko in lokalno. Ključna vodila naj bodo hrana večinoma rastlinskega izvora, pridelana ekološko, čim manj predelana, čim manj zapakirana, predvsem pa, da je čim manj zavržena. Paradižnika ne bova kupovali, ker ga ima moja mami veliko na vrtu. Kristalka je slovenska, tako da jaz bi tole eno vzela kar. Mogoče za kakšne rastlinske beljakovine, kakšen fižol, ki ga imamo na vrtovih vsi, ali pa leča, sploh zelena leča je zelo bogat vir beljakovin. Bomo poskusili tokrat brez mesa. Ja, tako, ker se da. Nika Tavčar je za Umanotero pripravila priročnik Podnebni meni in pa babičino podnebno kuharico zbirko receptov, ki sta na voljo na spletu. In v tem izobražuje mlade, učitelje in druge skozi posebne igre in delavnice. Tudi o tem, kako se znajti med oznakami in kateri izdelek izbrati. To, ki ima znak, zeleni list, torej znak za ekološko kmetijstvo, zraven je tudi šifra certifikatorja, nadzornega organa in pa od kod je. Slovenska nacionalna priporočila zdravega prehranjevanja vključujejo uživanje pustega rdečega mesa največ 2 do 3 na teden, belega mesa do 3 na teden, rib pa vsaj 1 do 2 na teden. Trenutno za skoraj 2 presegamo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na globalni ravni je letna poraba mesa približno 34 kg na osebo. Povprečen Slovenec je v letu 2020 pojedel nekaj manj kot 88 kg mesa, medtem ko povprečje Evropske unije 70 kg. V Evropi sicer največ mesa pojedo Španci, okoli 100 kg. Prvi na svetovni lestvici pa so Američani 125 kg na prebivalca. Na drugi strani imamo dele Afrike, kjer porabijo manj kot 10 kg, najmanj ga pojedo v Bangladešu 4 kg in v Indiji slabe 4,5 kg na osebo na leto. Z vidika podnebja, okolja bo potrebno več kot enkrat, vsaj zamenjati, tako da res mogoče vsaj 3 na teden, da ne jemo mesa, če ga že tako potrebujemo, če smo navajeni. Ljudje nasplošno, tudi Slovenci, burno reagiramo na napovedi, da bomo morali jesti manj mesa, ker menimo, da je naša pravica kupovati in uživati tisto, kar nam je všeč. Začutijo, da da bo nek sistem reguliral neko njihovo navado. In pri Slovencih je jedenje mesa zelo močno zakoreninjeno v tej kulinarični nekako zgodovini. Je pa tudi res, da veliko Slovencev, oziroma večina Slovencev in Slovenk misli, da recimo brez mesa ne morejo preživeti. Ljudje, ki se odločajo za manj mesa, pa ga ne opustijo povsem, so fleksitarijanci. Fleksitarijanstvo pa ni identitetna kategorija kot veganstvo ali vegetarijanstvo. Pri fleksitarijancih ne gre za politični aktivizem, gre bolj za neke individualne odločitve iz različnih razlogov. To so zdravstveni, okoljski, včasih tudi za dobrobit živali. V Evropi je približno 30% vseh potrošnikov fleksitarijancev. Raziskave kažejo, da se ljudje, tudi mladi, zelo slabo zavedajo vpliva proizvodnje in porabe mesa na okolje, kar pa je ključen problem. Pri zdravju je že malo druga zgodba, zaradi tega, ker se potrošniki, ki hočejo biti zdravi, potem ravnajo po nekih, bom rekla, bolj individualnih, egoističnih razlogih, medtem ko je okolje neka zelo abstraktna stvar. Pri rastlinskih nadomestkih, ki so že na voljo v večini trgovin, je lahko težava visoka vsebnost maščob, soli, aditivov. Zdaj so to maščobe, ali pa so to potem še neki dodatki, ki pravzaprav držijo vse te sestavine skupaj. Tega jaz recimo pač osebno ali pa kot nek potrošnik se želim temu izogibati. Včasih rečem, to sojno mleko ima pa daljši seznanek moj doktorat. Precej jih je naštetih, ne govorimo o predelani hrani. Sicer ima znak za ekološko kmetijstvo, kar je pozitivno. So sicer je prisotna, ker je del rom, ampak vseeno jo je tako malo, da je treba dosoliti. V Franciji ga po novem ne bi smeli imenovati filet mignon, saj so kot prvi v EU prepovedali uporabo mesnih izrazov za nadomestke. Izjema je izraz burger. Burgerji, salame, chorizo, hrenovke, nakci, cordon bleu. V bistvu ni da ni, Travnik pravi, da bi potem takem morali transparentno poimenovati vsa živila. Potem naj se tudi mleko imenuje izloček iz krave.
To je zdaj, pač bodimo transparentni. Potrebno bo najti neko rešitev, ki bo v dobrobit kupca. Z okoljskega vidika je izjemno pomembno tudi, kako je oziroma kako bo hrana pakirana. Znanstveniki zato razvijajo nove generacije biorazgradljive in bioosnovane embalaže na osnovi alg, gob in drugih organizmov, pojasnjuje doktorica Urška Vrabič-Brodnja. Mi smo na primer naredili folijo, ki je zdržala skoraj en mesec v hladilniku, to so bile pakirane sveže borovnice in je tak izdelek brez skrbi. Verjamem, da po enem mesecu te borovnice bi same po sebi začele razpadati, tako da tukaj so napredki. Ne moremo si delati utvar, ne? Odgovorno nakupovanje hrane prihodnosti in trajnostne je dražje, kot če kupujemo najcenejše v najcenejših trgovinah. Če živimo na trajnostni način, marsikje prihranimo. Manj se bomo vozili z avtomobilom, na primer, večkrat šli peš s kolesom, če se bo dalo in prihranimo na tak način, pa potem mogoče investiramo v svoje zdravje. Najbolj trajnostna je manjša poraba vsega. Lani smo v Sloveniji zavrgli 68 kg hrane na osebo, od tega je bilo 40% še užitne. Mi mečemo stran denar, ne samo naravnih virov, tudi denar. Je pa tudi na strani države, sistema, da omogoči, da bo bolj trajnostna hrana dostopnejša, pravi Nika Tavčar. Da je stvar odločevalcev, kakšna je hrana in kako se prideluje, meni tudi Andrej Vezovnik. Gospodarsko ministrstvo za svojo kampanjo Naša superhrana bo v ospredje postavlja že leta predvsem potrošnjo mesa. Ne? In tukaj je pravzaprav ena velika diskrepanca med politikami, okoljskimi politikami, ki se zavzemajo za zmanjševanje mesa in pa recimo gospodarskimi, kmetijskimi politikami, ki nekako ne pridejo nasproti. Vendar so tudi monokulturne rastline, kot je soja, lahko težavne tako okoljsko kot ekonomsko. 80% soje, ki je danes na svetu, je dejansko za krmo živali. Tako da ta škoda, ki se dela s to monokulturo soje, je dejansko zaradi živali, ne zaradi rastlinske prehrane. 55% svetovnih površin je namenjenih pridelavi hrane, od tega slabih 80% govedoreji. Iz te govedine pa dobi prebivalstvo le 17% energije iz prehrane in le 33% beljakovin. Velike verige restavracij s hitro prehrano že ponujajo rastlinske različice sendvičev. V Avstriji so poskusno v nekaterih poslovalnicah na voljo izključno rastlinski proizvodi. Tega ne delajo zaradi tega bom rekel, čist nekega vzgiba pa modne muhe. Dejansko so oni naredili analize, naredili projekcije, da so videli, da je smer, ta smer, v katero dejansko se bo šlo. Zato so tudi to začeli. Trg rastlinskih prehranskih izdelkov 5 let kasneje pa še dvakrat toliko. Medtem pa so bili na Nizozemskem junija letos beljakovinski nadomestki oziroma imitacije mesa prvič cenejše kot pravo meso. Burgerji 78 centov na kilogram ceneje, imitacija mletega mesa pa že slab €1,5 ceneje od pravega, so ugotovili v podjetju za analize trga Question Mark. Meso se je namreč od februarja letos podražilo za 21%, rastlinski nadomestki pa za 2%. Gre za to, da je meso bistveno bolj občutljivo na zunanje šoke, kot je inflacija ali motnje v oskrbi s surovinami. Do leta 2050 bo na svetu že 10 milijard ljudi in pridelati bomo morali dvakrat toliko hrane kot danes. Če želimo pri tem živeti vsaj podobno, kot smo vajeni sedaj, bomo morali precej spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade.